Pozdravljeni v 86. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Zdravo, Matevž. Danes bova splala tako oddaja brez gosta. Slab teden nazaj sva bila na dogodku For Build Forum v organizacijah Hermesa in pa verjetno so organizaciji Knauf Insulation. Knauf Insulation je prijazno gostil nas v novi hiši Knauf Insulation Experience Center. Plan je v bistvu malo pokomentirati, kaj se je tam dogajalo, tako da bojo tudi tisti poslušalci, ki niso imeli priložnosti se udeležiti tega dogodka, dobili občutek, na koncu pa še eno manjše presenečenje za tiste, ki ne sledijo najbolj Facebook ali pa niso še subscribeni oziroma prijavljeni na YouTube kanal BIM Pogovorov. Robi, za začetek, kako se ti je zdel tak splošen vtis? To sem ravno hotel reči, da bi mi to mogla enkrat obrniti, pa bi te jaz moral vprašati, kako se je tebi zdel, da ne bom vedno jaz prvi začel. Ja, veš kako, ne? Jaz sem tam bolj od zadaj sedel, sem imel nekaj opravka z nečim drugim. Ne? Ti sem videl, si zelo vestno poslušal vse skupaj. V bistvu bom rekel, da sem zelo pozitivno presenečen. Ali pa ne presenečen, zelo pozitiven občutek sem dobil z tega foruma. Skratka, mislim, da so bile predavanja zanimiva, da je bila organizacija super. Na koncu kakšna zakuska je bila lahko boljša, ampak to je za na koncu zapovedati, za drugo leto. Ampak splošen občutek je, ali pa splošen vtis je bil zelo pozitiven. No? Nekako delim tvoje občutke. Jaz moram reči, da mi ni bilo dolg čas, sicer je bila cel dogodek, sem hotel reči konferenca, cel dogodek je bil zelo zgoščen, ampak meni res ni bilo dolg čas. Včasih, ker začneš malo okrog gledati, pa malo zavije z očmi ali pa kaj tak, ampak tukaj se mi to res ni dogajalo. Tako da ne vem, jaz tudi lahko rečem zelo pozitivno. No. Ja, v bistvu to, kar si omenil, v bistvu, da je bil zelo zgoščen, se mi zdi ravno to je bil kar en velik plus. Se pravi, po programu, skratka, predavanje so se začela ob 9, prva pauza ob 10:30, mačkan čez. Vse skupaj, skratka, vsem dogajanjem bi se ne po programu končala malo čez 1 uro. Mačkan smo imeli vseeno zamude, ampak nič pretiranega se mi zdi. Tako da ja, meni se je zelo tako zgoščeno in mogoče res ni bilo dolg čas, mogoče pri kakšnih 2, ampak to že ni omembno vredno v bistvu, da bi se zdaj zaradi tega sekiral. To bi že lahko cepla, če bi rekla, ampak bi bilo tudi vredno omeniti, da smo največ izgube v bistvu predelali čist na koncu. Ne? Ja, pa med odmorom. Kjer se je na odmor se je šlo mačkan zgodaj, se je pa še malo kasneje končal tisti odmor. Tako da se je tisti odmor malo raztegnil, ne? Ampak v redu. Ne? Ampak dajva midva je mogoče čez tele, recimo čez program, pa mogoče kakšno stvar pokomentirati, pa lahko jaz začnem, da je imel pač eno prvo predavanje v redu. Spustiva te uvodne nagovore, ki ga je imel direktor Knauf Insulationa, pa Goran Čop z Hermesa, se pravi Tomaž Lenišek z Knauf Insulationa. Skratka, to, kar je mogoče zanimivo, je, da je dobil kakšno platinasta nagrado imajo, oziroma značko, kako se temu reče. DGNB. PNB, kakšno? Ne, DGNB. Ja, se vem, DGNB. Mogoče ti kaj več veš o tem? To je zelo podobno kot LEED, pa ne vem, ene parih je še. To je neko certificiranje za trajnostne in zelene stavbe. Ta DGNB, če se ne motim, je nemški, za razliko od LEED-a, ki je ameriški. Pač treba je vgrajevati prave materiale, treba je imeti vse certifikate zanje, pa tako naprej. No, in da so dobili platinasto, čeprav niso, mislim, da so oni ciljali na zlato. Ne? Potem so pa platinasto dobili, pomeni, da so zelo bili striktni v tem postopku. Glede na najne izkušnje z gradnjo, tudi vemo, da so morali res pazljivo izbirati podizvajalce. Tako da jaz, ne vem, lahko jim samo čestitamo, no? Stavo je pa tudi tako zelo udobno, bomo tako rekla, kot sem jaz videl. No?
No, ampak kakorkoli že, sama predavanja so se potem začela. Dr. Zoran Pučko z Univerze v Mariboru je imel predavanje BIM v izobraževalni praksi, tako da mislim, da je pač ponovno tisto, kar večina najbrž že ve, kaj delajo na Univerzi v Mariboru in kaj delajo z BIM-om in potem povezave študenti. Tako da mislim, da ni nič novega takšnega, da bi bilo res, da bi prvič slišal. No? Ne, vsekakor sem vesel, da v Mariboru zelo lepo delajo. No? Ja, v bistvu predvsem mogoče pa dejansko tudi to, no? V bistvu so zraven pri takšnih dogodkih, ker leti mogoče malo samo kritiko na nas same, ne? Tukaj v Ljubljani, ampak super je, da pač še posebej na enem takem dogodku, kjer so recimo res večina udeležencev, se mi zdi, da je bila takšnih iz prakse. Ne? Nekaj moram dati iz sebe, no? če ne bom tečen. Vse sem hotel tudi gospodu Pučko to povedati, pa pa nažalost na koncu nisem srečal, ker so se zapletla v pogovor z drugimi ljudmi. To me moti že par let. No. Predstavlja eno publikacijo, ki so jo pripravili, v kateri so zbrali vse študente, ki so delali kakršnekoli zaključne dela v povezavi z BIM-om. In zakaj za Boga je bilo treba imenovati te študente notri BIM talenti? Ja, no, dobro. Ta je res malo pretirana, ne, ampak v redu. Zato, ker vsak študent, ki je delal zaključno nalogo, ki ima kakršenkoli vezo z BIM-om, še ni talentno. Pa ne hočem nobenega užaliti, ampak tudi jaz nisem, no, da smo si na jasnem. Ampak zakaj BIM talenti? Zakaj? Ko publikacija je v redu, pač predstavitveni zbornik, vidi se, kaj delam, ampak zato še ni človek talent. No, v glavnem, okay. To je edino, drugače je bilo pa super predstavitev. No. Ja, naslednja je v bistvu je pa predstavitev imel Igor Kastelec iz Srednje gradbene šole Celje. Moram reči, da sem pričakoval drugačno predstavitev, ampak ko so se že pogovarjali, sem mogoče videl, da je vseeno pač niso študenti tisti, s katerimi se on konkretno ukvarja, ampak so dijaki in je približno recimo nivo potem mogoče za spoznanje nižji, čeprav je pač jasno zanimiva ideja, predstavajo hišo Skilko, v bistvu sodelovali so pri enem evropskem projektu, kjer so v okviru tega napisali neko knjigo oziroma pač priročnik za popis del in kalkulacije. Ravno o popisu del in kalkulacijah za večina tudi v koncu ustavljala v smislu, da to manjka standardizacija okoli tega v Sloveniji, tako da drugače pa, no, bilo zanimivo slišati, no, da se že v srednji šoli nekaj s tem dela. Ja, predvsem meni, ko sem iz Celja, pa nisem poznal te pobude. Ne, tako da. Ja, no, vesel sem, da se dogaja na tem področju, pa v enem obžalujem, da ne sodelujemo kaj več. Domen Ivanšek je bil pa naslednji. Knauf Insulation BIM knjižnicam te je že predstavil, takrat, ko smo ga gostili, no, v BIM pogovorih. Kaj za dodati? Ne, na tem mestu bi izpostavil, da je Domen bil eden pomembnejših ljudi pri projektu tega Experience centra, da bi tudi njemu velja poslati kako čestitko za to, da so dobili ta platina certifikat. Absolutno, pa mogoče predvsem tudi na koncu na vprašanje, ki je sledilo po njegovi predstavitvi, koliko časa je dejansko trajalo, da so te BIM knjižnice razvili. In se mi zdi, da je omenil 1 leto približno, ne? Da je vse skupaj od začetnih pogovorov pa usklajevanj z različnimi razvijalci in tako naprej. Da je kar dolgotrajen proces, ne? Ampak se mi zdi, da konec koncev je to nekaj, kar bi morali vsi neki takšni proizvajalci nekih končnih produktov razmišljati v tej smeri. Se je videti, da večinoma že razmišljajo v tej smeri, pa tudi Domen omenil, da to so bili začetki, da zdaj, če se lotijo časa tega, je ta čas krajši, ker v bistvu lahko te začetne nerodnosti že spustijo na podlagi izkušenj. Ja. Potem pa je imel Marko Kramar
predstavitev bi-modela Plečnikove tržnice v Ljubljani. Jaz sem se zelo veselil tega. Del tega sem že videl na CBIM konferenci, ko je predstavljal tako par in, ko smo se okoli njega zbrali, je nekaj kazal na telefonu. Tako da del tega sem že videl, me je pa vsekakor recimo impresionirali, kakšni detajli so zmodelirani, kako se tega dejansko lotil, oziroma sta se s kolegom lotila. Pa tudi od teh oblaka točk in kako to pol spraviti noter, kako to obdelati. Tako da meni se zdelo zelo v redu. No? Ja, tudi meni. Predvsem je pa ta v bistvu ljubezen do arhitekture njegova, se mi zdi, da je kar malo nalezljiva. Absolutno. V bistvu s kakim zanosom je govoril o Plečnikovi zasnovi, pa kaj se je izkazalo potem, ko je bil model zgrajen. Pa to se mi zdi, da je bilo pa tako, ne vem, lepo je bilo videti, no, ker se mi zdi, da se to manj zgublja zdaj pri tej mladi generaciji. Ja, še posebej tisti del me je impresioniral, ne? Veš, kaj je imel tisto študijo o sončenosti. Ja, se spomnim. Ja, zelo zanimivo. No, a lahko jaz malo naprej, da Ja, prosim, po no. programu šel. No, potem je bil, mislim, da odmor, ne? Je bil podmor. Ja, no, napovedujem odmor. Ne, se hecam. No, po odmoru potem je bilo pa predstavitev produktov podjetja Hermes, ki so bili tudi organizatorji, ampak moram reči, da ni bilo vsiljivo, pa nič, je bilo čisto ok. Predstavljali so pač nekaj njihovih izdelkov, jaz ne bom niti imen se spomnil, če boš mogoče me ti tudi popravil. En je bil nek stroškovnik znotraj ForBuilda, pa zdaj poskušajo tudi nekaj na področju vzdrževanja objektov, ta 6D. Ne vem, tak 5D pa 6D, no, so se zdaj lotili. No, to so predstavljali gospod Čop, pa potem gospod Čakš, pa Andrej Potočnik, se pravi Ivi Čakš, Andrej Potočnik, Goran Čop, v obratnem vrsti, tako sem zdaj povedal. Pa potem so tudi govorili nekaj o nastavljanju lastnosti, pa atributov, po modelirnikih, pa kako se lahko sortira, pa kako se lahko popisi pripravljajo in te stvari. Zdaj, jaz bi tu pri teh popisih se malo stavil. Se mi zdi, da je bila to ena taka rdeča nit celega dogodka. Vsak se je tega malo dotaknil, še posebej smo potem na koncu v okrogli mizi nekaj o tem povedali. Če bi moral izpostaviti eno stvar, ki manjka gradbeništvu, da bi lahko BIM še bolj zaživel, bi bili to ti standardni popisi, pa mislim, da se nisem kaj dal zmotil. Oziroma bi rekel, da večina ljudi deli moje mnenje. Kaj pa ti misliš? Ja, se strinjam. To dejansko, kot si rekel, to je bilo kar rdeča nit. Mislim, da je čisto vsak vsaj delno omenil to zadevo, se pravi popise, in z njimi povezane potem nadaljno delo. To, ker nekako sem si jaz iz tega trojčka predavanj predvsem tudi zapomnil nekako je, ne, da ker je bilo vprašanje v bistvu, kaj pa to boljš kot nekaj, kar je od zunaj obstaja. Ne. To, kar sem si nekako zapomnil, predvsem to, da enostavno to dela pač, da je narejeno po tem, kako slovenske firme delajo, in predvsem tudi to, da so oni nekaj omenjali, da imajo tako kot neko virtualno okolje, kjer jim pač omogoča, da zelo hitro priledijo pač te posamezne stvari za neke specifične zahteve posameznih firm. Pa še ena zadeva, no? Mogoče ena stvar, ki nekako se je izmikala, pa ni bilo jasnega odgovora, je bilo to neko povezovanje IFC-ja in pa ForBuilda, kaj se zgodi pri popravkih modela, pri ponovnih izvažanjih v IFC, ponovnih uvozih v ForBuild. Ta zadeva nekako še zmeri je ostala nedorečena, če sem jaz mogoče narobe razumel, ampak vse dejansko temelji na nekih lastnostih, ki jih je potrebno v bistvu dodati v sam IFC model oziroma sam model in so potem te tiste lastnosti, ki potem jasno definirajo posamezen element in se ne zanaša na unikatnost ID-ov v IFC elementov. A je to res, ali sem se kaj narobe zapomnil?
Jaz sem tudi tako razumel, predvsem so oni govorili, v bistvu, ja, sej dela programsko opremo na IFC-ju, ampak moraš vezati na neko pač identifikator in tu je bilo veliko govora o tem, da bi moral biti v teh propertih, lastnostih, kako temu rečemo, vsakega elementa, da bi lahko bilo v bistvu že šifra v popisu del, če bi imel to standardizirano. In potem teh debat sploh ne bi bilo, ne. Ti bi samo preštel po postavkah in količine dobil ven in to bilo to. Tako da jaz mislim, da na tem bi se moral začeti nekaj premikati. Je pa tako v nevezanih pogovorih, potem med odmori, pa potem zveš, da je enostavno to je nikoli dokončano delo in da nihče, sploh te večje podjetja pri nas, če lahko rečemo večja, ne, nimajo nikoli časa, da bi že same svoje baze uredile, ne. Tako da, če pa oni nimajo, ki imajo pa dejansko komercialni interes, potem pa ne vem, kdo lahko, no. Tako da, se pravi, ne vem. V redu, a greva naprej? No, dajva. A boš ti še naslednjega napoveda? No, rekel bi sem tu pri Hermsu še nekaj, da sem v bistvu prvič tako videl nek modul, ki mu oni pravijo stroškovnik, in kar so najbolj izpostavili to, da lahko v bistvu dejansko po dnevih ali pa celo po urah preveriš, ali si v bistvu plus ali minus. No. Tako da si predstavljam, da bi lahko bilo komu to precej v pomoč, da bi lahko bolj uspešno delo. No. Okay. No, naprej je bil pa najn kolega Marko Žgavc, ki je pa tokrat predstavljal uporabo nekih gradnikov, ki jih je sam si pripravil za neko hitro modeliranje, pa oceno, pa za hitro pripravo nekih popisov del. Šlo je pa za to, da si je pripravil res en velik nabor teh osnovnih sklopov, ki se uporabljajo pri enih takih tipičnih projektih, recimo, ne vem, sestava plošč, sestava sten, križanja in tako naprej, ki so vsi ti objekti so že naprej opremljeni s tistimi parametri pa atributi, ki jih potrebuje. In potem zelo hitro obrne v bistvu ta model v nek 4D pa 5D in na ta način je zelo pohitril, ne vem, oziroma zelo skrajšal čas, ki ga drugače porabi za pripravo ene ponudbe ali pa, ne vem, nekih stroškovnikov ali pa česa takega. No, tako da, mislim, zelo zanimiv. Treba sicer opozoriti, da to je v bistvu en od pristopov, ne. On je izbral tipično inženirski pragmatičen pristop, verjetno še kak drug, ampak če njemu funkcionira, zakaj pa ne? Ja, ti se enostavno je to tista zadeva, ki je njemu manjkala, si je sam naredil in je zdaj najbrž konec koncev precej hitrejši pri tem, vsaj osnovno modeliranje, čeprav je pač bilo tudi govora o različnih LOD-jih, kako jih to podpira in tako naprej, ne. Tako da je pa pač najbrž so te elementi, predvsem tisti, ki jih on pri vsakodnevnem projektiranju potreboval. Tako da najbrž ni vse, je najbrž zelo pač vezano na tiste projekte, ki jih je že naredil oziroma so v delu. Ja, se pravim, tipično inženirski pragmatičen pristop, getting done, to je to. Mislim, kar se tega tiče, nimaš kaj reči. Potem je bil pa na vrsti Sebastian Rozman z podjetja Interne Energo. Oni se pa ukvarjajo, v bistvu so kaj so investitorji oziroma pač delajo te manjše hidroelektrarne, če sem jaz se prav zapomnil. Ja, res je. Tako da je pač predstavil uporabo ali pa skoraj neuporabo BIM modela za to vrstno delo. In to, kar sem jaz mislim, da tudi na okrogli mizi nekako izpostavil, v kateri je tudi Sebastian sodeloval, je predvsem to, da eno so kot nek investitor najbrž bi bili lahko najbolj zainteresirani za to, da tak BIM model obstaja, da je ta res popoln, da vključuje ne samo tist gradbena dela, ampak vse tudi druga strojna, inštalacijska dela, ki so potrebna jasno za eno delovanje takšne elektrarne. Je pa nekaj drugega izpostavil tudi težava s podizvajalci, če sem se jaz prav zapomnil. Ne? Ja, vsekakor, da v bistvu podizvajalci
po eni strani nimajo znanja, po drugi strani so pač tudi oni želijo narediti razliko v ceni. Ne? In je omenil, da če nisi na gradbišču, če jim ne gledaš čez ramo, pač ni nič. Tako da... Pa mogoče še tisle, da je najbolj kritična dela od vseh teh, ki jih je potrebno narediti za eno takšno hidroelektrarno, so gradbena dela. Vse ostalo je dosti lažje oziroma bolj nadzorovano, bolj se da določiti, koliko bo nekaj stalo. Medtem ko pri gradbenih delih so mi imel pa kar tam z rdečo napisano, v bistvu, ja, to je pa res nekaj nemogočega, skoraj, ne. Se je povedal, zakaj? Ja, se razumem, ampak ravno to me pol v bistvu presenja, kako pol se pač dejansko ne skoncentriraš in ne fokusiraš na rešitev tega, ne, če pač strojna dela so znana, v bistvu imaš nekaj podizvajalce, ki pač to naredijo, najbrž že v miže, ne. Verjamem pa, da je jasno, da so gradbena dela lahko zelo tako problematična na enem takem objektu, kjer morda nimaš vseh podatkov in o terenu in o vsem mogočem in je treba te stvari sproti reševati. Vidiš, Matjaž, ko si na ušesih sedel. Se je povedal, da v bistvu to predvsem zaradi tega, ker delajo na zelo nedostopnih terenih, ker morajo že vmes spremeniti tehnologijo gradnje, da je povedal, da so nekje morali graditi predor namesto kanala, pa v bistvu zaradi tega, pač v tem smislu je bilo. No. S tem se pa lahko v bistvu strinjaš, ne? Ker v bistvu, ko so imeli pa enkrat narejena gradbena dela, potem strojnikom je bilo pa vse, kaj se je prej dogajalo. Ne? Tako da v bistvu bi lahko rekli, čeprav je bilo to najbolj, kako rečemo, problematično, je bilo tudi najbolj zanimivo. Ja, no, naprej je bil pa spet en najbivši gost kolega, Metod Gaber iz Collector Callinga, ki je pa predstavljal njihov pristop k vpeljavi BIM-a, predvsem stališča enega izvajalskega podjetja in kako to vpliva na spremembo procesov. Zdaj, to predavanje je bilo res zanimivo, ker v bistvu si dobil pogled v eno tako razmišljanje enega redkih, ne, pa ni redki, se je še ena par takih podjetij, ampak enega precej velikega podjetja za slovenske razmere, in potem, kako oni vidijo prednosti BIM-a, pa zakaj bi to sploh uporabljali. Zdaj, kar je bilo to meni zanimivo, je to, da je povedal, da oni v bistvu ne dobijo modela, da si ga sami pripravljajo. A je bilo tako? Mislim, da je rekel tako, ne? Ja. No, to sem si zapomnil sem si tudi njegovo navdušenje nad možnostmi, ki jih omogoča Viewpoint for Projects, ki ga zdaj uporabljajo na nekih projektih. Vem, da je rekel, da če bi on to imel, ko je delal urgenco v Ljubljani, da bi lahko prihranke pri času štel v mesecih, ne v urah. To mi je bilo zelo zanimivo. Vsega bom pa nažalost spomnil tudi potem, da je prekoračil čas svojega predavanja za več kot enkrat. Ja, v bistvu jaz se ga pa sam sekunde, da poiščem jaz tiste njegove PDF-je, ki jih nekje imam. No, jaz bi rad tukaj dodal, da čeprav je bil res malo daljši, kot mu je bilo odmerjeno, je bilo ful zanimivo predavanje, ker je predstavil zelo zanimive stvari. No. Bi pa si želel to enkrat tako videti njihov proces tudi na gradbišču, ker se mi zdi, da so tako eno podjetje, ko še vedno deluje na dveh bregovih, tem tradicionalnem, pa se tudi trudi nekaj z BIM-om delati. No. Ja, pa v bistvu, skratka, jaz bom rekel, da sem se predvsem zapomnil tudi tiskaj predstav, ki je bilo ravno govora o tem, kaj je View for Projects, a kaj že Viewpoint for Projects, ki je pokazal sliko skladišča, bolj manj dokumentacije, ki je bila dana za tale urgenco, ne? Kjer je dejansko soba polna potleh fasciklov v škatle zložena. To je ena zadeva in jasno je bilo pač zaradi tega, ker so morali imeti ne vem koliko podpisnikov za vsako zadevo, skratka cel logistični zalogaj, kako vse to podpisati. In na koncu predvsem tudi ti zadnji slajd, ki ga je imel, ki je govoril o prihranku časa. In tam od spodaj je sicer zelo na mejih napisal, da je trenutno to 1 do 1,5 promila vrednosti projekta. Ta je bila zelo močna, pa zelo slabo poudarjena. Ja.
In to mislim, da je predvsej daleč od tistih, ne vem, od raznih procentov, ki se ponavadi govori, kako imamo 10%, 20%, ne vem, kakšne procente bi radi vsi imeli za tega, ker se bo zdaj BIM uporabljal. Ne. Oni so to v bistvu nekako, pač morda samo v tem delu, ne, zdaj lahko pustimo možnost, da je še v tem projektantskem delu, ki je jasno pred tem samo gradnjo, ne. Ampak za nekoga, ki se predvsem ukvarja z samo izvedbo, je oziroma gradnjo, je pač to 1 do 1,5 promila, jasno, vrednost objekta so ogromne, tako da tudi to ni zanemarljivo, ampak se mi zdi, da to je bolj taka realna številka, ne? Ja, mislim, metod je imel zelo veliko takih, tako da jaz smo tiste zamude sploh ne zamerim, da ne bo kdo mislil. Je bilo res veliko zanimivih stvari, ki jih je povedal. Ena mi je bila tudi tista o tem, koliko prostora so porabili na diskih za projekt urgence. Kar ni nezanemarljivo, ker to je zelo, zelo težko arhivirati. To je še nekaj, o čemer se še nismo začeli pogovarjati. Ne? Recimo to, pa ne vem kaj, mislim, jaz sem si zelo veliko stvari zapomnil od tam, ne vem, metoda je bilo treba še kdaj povabiti, ker se mi zdi, da več izkušenj, kot dobiva s projekti, bolj ima en tak zdrav odnos do vsega skupaj in ne vem, se pravi, meni je bilo to, njegova predstavitev mi je bila res všeč. Ja, se strinjam, to je v bistvu res. Malo zamude smo tam predelali, ampak v bistvu je bilo vredno ga poslušati. Točno tako. Zdaj pa, zakaj mi to govorimo o tej zamudi? Zaradi tega, ker zadnja stvar na programu je bila pa ena okrogla miza, katere gostitelja sva bila in je imela, a boš mogoče ti povedal goste. Bili so Metod Gaber, potem je bil gospod Marko Kramer, na sredini, zdaj grem tako po stolih, je bil gospod Sebastian Rozman, potem je bil Martin Lah, ki drugače ni imel, predstavitev je prišel posebej zaradi te okrogle mize, in za kar so še posebej ponosna. In na koncu je bil Domen Ivanšek. Midva sva želela pač to okroglo mizo malo drugače zasnovati, kot so običajno zasnovane, in nisva spraševala teh klasičnih vprašanj, da mogoče niti ne bi ponavljal teh vprašanj, ki so bila, ampak bi te vprašal, če je kaj takega, kar si zapomnil. Pa v bistvu vsi odgovori, bom rekel tako, vsi odgovori so bili zanimivi. Meni je osebno najbolj všeč bilo to, da so vsi gosti bili zgovorni, da so znali povedati, da se niso zadrževali in v bistvu govorili pač tiste neke klasične odgovore, kjer bi vsi lahko že naprej vedeli, kaj bo odgovorili, ampak so dejansko povedali stvari tako, kot jih vidijo, in to je meni recimo najbolj ostalo spomin od vseh, pač od vsega skupaj. No. Čeprav so se jasno spet pojavljale tiste zadeve o popisih del in podobnih zadevah. Ne. Ja, se pravi, meni je bilo res všeč to, da ni nihče v rokavicah govoril. Sem si zapomnil predvsem nekaj, mi da svoje goste izvala s tistim hype cyclom Gartnerjevim, če ga mogoče poslušalci poznajo. In v tistem hype cyclu je pač neka krivulja, ki pove, kakšna je zrelost neke tehnologije, če pač bi jemljal kot tehnologijo ali pa pristopa, pa kakorkoli. No. In kar je bilo meni zanimivo, kar sem jaz odnesel od te okrogle mize, je, da se absolutno ne strinjajo s tem, kje je BIM v tem trenutku, kar se tiče razvoja ali pa ne vem, zrelosti ali pa dorečenosti ali pa kakorkoli hočemo temu reči. In se mi zdi tako, da tisti, v bistvu bi tako rekel, na splošno, kako se mi je zdaj, da tisti, ki so naredili več projektov v BIM-u, tisti so bolj skeptični do tega, da je pristop pa tehnologija, da sta že zrela. Tako se mi zdi. Ali sem mogoče preveč posplošil? Pa ne, si morda dejansko res kar zadev. Je tako, vsekakor strinjam na to, da je bilo nekako, da bi bilo to, kar sva se mogoče midva, ker so se na to pripravili najbolj bala, je bilo v bistvu to, ja, bo en rekel eno zadevo, pa bojo vsi za njim ponovili. Ne. Ampak ne, tle so pa dejansko so se umestili
v tem hype cyclu v bistvu bolj vsak nekam posebej, ne? In res morda tako, kot si rekel, da več ko izkušenj imaš, bolj si lahko ali realističen ali pa že skoraj malo pesimističen do nekih aspektov bima. Jasno, da če pa si nekje na začetku, kjer je še ves ta entuziazem prisoten, potem pač stvari še zmeraj izgledaš mogoče majčkeno preveč optimistično, ampak mislim, na koncu je bilo govora o tem, da smo končali na zelo negativno noto, ne? Ampak mislim, da sploh ni bilo nič negativnega. Mislim, da se je treba dejansko enkrat pač pogledati, kako stvari stojijo in ne posploševati ali pa olepševati stvari, ker edino to bo pripeljalo do tega, da bomo lahko enkrat si splezali na ta plato, kjer bi pač BIM bil samo ena izmed mnogih stvari, ki se jih uporablja pri enih takšnih večjih ali pa tudi malo manjših projektih gradbenih. Ja, mogoče zdaj mi je prišla še ena stvar, da mogoče je odvisno, ne mogoče, zagotovo je bilo odvisno od tega, kam so se umestili tudi to, iz kakšnega ozadja prihajajo, ne? Ker eno izvajalsko podjetje na to tehnologijo gleda drugače kot mogoče eno projektivno in tak naprej. No? In mogoče tudi, če sem rekel, odvisno koliko projekta so naredili, odvisno mogoče tudi od tega, v kateri fazi nekega gradbenega projekta so prisotni. Ne? Ker BIM bi ne imel največ prihrankov v bistvu že v začetnih fazah, ampak zdaj se skaže, da v bistvu imajo izvajalci boljše izkušnje kot projektanti pa tak naprej. No? V glavnem, kar je meni pomembno je to, da smo začeli to debato, da si moramo povedati, kakšne izkušnje ima kdo z BIM-om in da lahko gremo od tam naprej. No? Če bi pa mogel eno ugotovitev povedati, bi pa lahko tudi isto ugotovitev kot za cel dogodek rekel, da standardni popisi del je tisto, kar muči večino gradbenih podjetij in tudi omejuje še boljšo uporabo BIM pristopa na vseh gradbenih projektih. Ja, in s tem se je zaključil dogodek. Ne? Tako da ne bi bila predolga, ne? Ker gledam na uro in tole traja že več kot pol ure, ne? Ker mi dva govoriva. Bi počasi zaključila tole obnovo tega dogodka. Najbrž še enkrat lahko poudarva, da nama ni žal, da so tam bila in da se predvsem tudi zahvaljujejo Hermesu in potem predvsem tudi Andreju Potočniku, da se je spomnil na naju za vodenje te okrogle mize. Tako da bojo pa najbrž lahko vsi prisotni, pa tudi gosti sami enkrat povedali, kako so se počutili na tej okrogle mizi, da ne bomo mi da sama sebe komentirali preveč. Enač, kaj še za dodati? V bistvu to, da sva nekako se potrudila in prenašala cel dogodek v živo. Nekateri ste to že s pridom izkoristili. Skratka, cel dogodek je imel pač prenos v živo na YouTube. Trenutno je tam tudi pač celoten posnetek, 5 ur tega, ne? Če ima kdo čas in voljo vse to preposlušati, morda ni najbolj, skratka ni urejeno v smislu, da se vidijo vsi slajdi in tako naprej, ampak lahko pa povem, da smo v dogovoru z Hermesom in pa v soglasju tudi z vsemi predavatelji pripravili video posnetke vseh predavanj in bodo tudi te video posnetki urejeni z slajdi, ki se morda bolje vidijo, predvsem tudi pa malo polepšen oziroma popravljen zvok, tudi na voljo na YouTube. Tako da spremljite kanal BIM Pogovor, da boste obveščeni, kdaj bo to na voljo. Jaz upam, da morda že v času, ko boste poslušali tole oddajo podcasta. Robi, malo za na koncu kaj zapovedati? Ne, v bistvu nekaj bi še dodal. Zahvaljujem se vsem, ki so pristopili do mene na dogodku, pohvalili BIM Pogovore, povedali, da poslušajo, tudi rekli, da so zvedeli kaj novega. No, tudi tistim, če ne bi pohvalili, bi se zahvalil. Tako da kar hočem reči, me veseli, da poslušate. Malo me žalosti, ker noben ne pošlje nobenega maila, ampak bomo preživeli. Tako da hvala, pa poslušajte še naprej. Ja, se pridružujem temu. Enač, mislim, da je tako, kot je že Robi rekel, pričuje kakšno elektronsko pošto.
najboljš kar na info@bimpogovore.si, tako da bo oba to dobila. Predvsem pa tudi stisnite kakšen like ali pa subscribe tam na YouTubeu. Mislim, da je trenutno nekih 56 naročenih na ta kanal. Če bomo prišli na 100, bom jaz zelo zadovoljen. Pa bom enkrat drugič povedal, zakaj. To je to za danes. Slišimo se čez 14 dni, Robi in poslušalci, jasno. Adijo. Adijo.